Vse od leta 2010, ko je zdravstvena inšpekcija opozorila vodstvo vrtca Studenci, da stara enota v Pekrah ni več primerna za njihovo dejavnost, se je občina trudila zgraditi novo. Žal se je kot zmeraj zataknilo pri denarju, ki ga kljub poskusom pridobitve evropskih sredstev občina do lani ni uspela zagotoviti. Na razpisu so nato med 10 prijavljenimi izbrali najcenejšo ponudbo podjetja Marko Mark iz Vidma pri Ptuju, kot veleva zakon o javnih naročilih. Veselje ob dolgo pričakovani selitvi v nove prostore vrtca Pekre pa kazijo težave, ki so očitno posledica površnega dela gradbincev. Se pravi, to streha pušča? Ja. In to kaj že od vsega začetka? Od vsega začetka ne, malo kasneje smo polo opazili, da so se ti fleki pojavili. Javili smo naprej, zdaj pa vsi čakajo na pomlad. Gradbene pomanjkljivosti so prav gotovo napaka izvajalca, pri izbiri katerega ima občina v zakonskih okvirih javnega naročanja izjemno malo manevrskega prostora. V skladu z obstoječo zakonodajo občina pelje javno-naročniške postopke pretežno v skladu z kriteriji najcenejšega ponudnika. Možno je, da bi v razpisih določene stvari tudi pondirali, vendar se je izkazalo v teh pogojih kot najekonomičnejše, da izberemo izvajalca, ki ponuja najnižjo ceno. V takšnih primerih je občina kot naročnik v nehvaležnem položaju, saj je lahko v vsakem primeru pod plazom kritik. Sicer tudi izbira nekoliko dražjega izvajalca po besedah Ketiša še ni zagotovilo za to, da bi bila kvaliteta izvedbe boljša. Ketiš je prav tako mnenja, da gradbene pomanjkljivosti niso nič nenavadnega, saj so tanke razpoke v stenah zgolj posledica uporabe različnih materialov. Ima pa mestna občina pri razpisih tudi varovalko, da izvajalci ne morejo načrtno nižati cene. V Mestni občini Maribor izvajalci ne morejo računati s tem, da bodo podpisovali anekse za neka dodatna ali naknadna dela. Občina je zaradi pomanjkljivosti izvajalca že pozvala k sanaciji. Nekatere pomanjkljivosti že odpravil, ostale bo odpravljal, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Kar se pa tiče samih garancij, so pa različne. Na izvedbo gradbeno-obrtniških del, vgrajenih naprav in opreme je garancija 3 leta. Na stavbno pohištvo, igrala je garancija 5 let, kar se pa tiče fasade in pa strehe je pa garancija 10 let. Sicer pa gradbene pomanjkljivosti ne vplivajo na delo in vzdušje v vrtcu. Bom rekla, da te pomanjkljivosti, ki se zdaj dogajajo, ne vplivajo na varnost otrok. Vplivajo mogoče na samo zgradbo, če jih ne bi sanirali, medtem ko na vzdušje, če ste ga malo potipali, veste, da je tu dobro vzdušje, otroci se dobro počutijo, so varni. Kljub nekaterim gradbenim pomanjkljivostim, ki s prostim očesom praktično niso vidne, je vrtec Studenci z novo enoto v Pekrah le pridobil, saj imajo zdaj neprimerno več prostora, kot so ga imeli prej. Dobro počutje otrok pa mora biti na prvem mestu, mar ne?